Jernej Zoran, zdravo. Bravo, lepo zdrav. V zaključni fazi imaš novi album, kako daleč? Še 2 komada dokončam in konec novembra je planiran izid, tako da se kar dogaja. Tokrat angleški? Ja, to je moj prvi v angleščini, sicer 7 samostojni, pa prvi v angleščini. Pred parimi leti sem prvi single v angleščini izdal, pa potem 1-2 sem kasneje tudi še dodal, pa nekaj novih naredil v tem času še pesmi in zdaj bom to zaključil neko smiselno celoto v angleščini. Vmes pa imaš tudi kratek izlet v slovenščino s skladbo Mir Evropa. Mir Evropa, ja, to je pa nenačrtovan single, ker so pač razmere v naši okolici, bližnji, širši, enostavno so me spodbudili, da sem tak komad mogel izdati že zdaj. Ker je sicer planiran za naslednji slovenski album, ampak ko je nekaj nujno, je pač treba narediti. To je potem odziv na geopolitične okoliščine? Absolutno, absolutno. Pa tudi nek moj notranji vzgib, nek znak protesta proti temu, kar se samo dogaja, tako globalno, v nekem čudnem, bom rekel, v čudnih časih živimo. Ne. Zakaj si Evropa zatiska oči po tvojem mnenju? V bistvu nas skušajo, vsej običajen folk, kot si ti in kot sem jaz, vse nam je jasno, zakaj gre. Ne. Te gospodari v Bruslu nas želijo prepričati, da bi si zatiskali oči. Povprečen človek si jih pa ne zatiska, sej vidimo, kaj se dogaja, sej nismo neumni. Ne. In orožarski posel je pač zelo donosen. Ne. Glavno, da bo 5%. Ja, pa glavno, da imaš napotnico zelo hitro, si že v 14 mesecih na vrsti, ne, po drugi strani v Sloveniji. Ja, še vedno je 5%. Ja, tako da, ne vem, pač, če se nekaj izdela, kapitalizem želi to potrošiti. Ne. Zdaj pa, če se izdelujejo bombe, 3 pikce. Ne. Tokrat v skladbi nisi ti na vokalu, temveč imaš gostujočo pevko. Ja, to je pa Tina Gerbec, moja sorojakinja iz Novega mesta, se poznajo že zelo dolgo, super vokalistka, včasih je prepevala tudi v rock bandu El Cajon, da malo naredim in reklame za band, ki ne obstaja več, da si tudi lahko zavrtijo ljudje, še kakšen njihov komad. Ja, in zaslišal sem en tak surov rockerski vokal, sem se na njo spomnil in je komad zadogajal in super. Jaz sem zadovoljen. Pesmi si je dodal tudi video, vidim, da se ne predaš, čeprav bela zastava na koncu več ni bela. Ja, v bistvu bela zastava je znak predaje, po drugi strani sem pa v mojem primeru sem hotel pokazati, da nobena država ne more biti nad človekom, sprav prazna. Zastava ni bistvo predaje, ampak izraža praznino, se pravi najprej smo ljudje, potem smo vse ostalo. Ja, ta simbolika z barvo iz Merkurja, ne, da sem malo veliko povedal, je pa pač simbolika, ja, žal. Tudi tokrat si sodeloval z mednarodno zasedbo? Ja, Brian Petrie, s katerim sodelujem že, mislim, da 5 let na bobnih, Američan, potem tokrat je bas posnel en Poljak. Kot zanimivost pa naj omenim, da sem pa en delček je noter, ker sem en tak moški zborček si zamislil in sem najdel enega možakarja, ki je večglasno posnel to zadevo in zanimivo, on iz Ukrajine in še bolj zanimivo, ime mu je Volodimir. Tako da se evo, še en dodaten pridih aktualnosti. Da ne bova zopet pristala pri 5%. Se zna biti, da bo do konca pogovora že 6, kako razmere kažejo, ne? Zato bova raje končala in skladbo poslala našim poslušalcem. Jernej, bo Mir Evropa ali bo Evropa in vojna? Na koncu bo mir. A bo vmes pa, dajmo ohraniti upanje, da bo kar primeru tudi ostalo, ne? Lep pozdrav, moje ime je Jernej Zoran, vi pa poslušate oddajo Radioaktivno. Naj nekdo mi pojasni, ko da imam 7 let. Naj nekdo mi pove, kako vrti se ta svet. Zakaj dežujejo bombe, ko moralo bi vse cveteti. Zakaj otroci tam daleč še vedno morajo umreti. Evropa, zakaj molčiš? Evropa, Evropa, zakaj nič ne storiš? Naj nekdo mi pojasni, ko da imam 5 let in
Zakaj se vojaki vračajo v krstah domov?